Na osnovi določb direktive o energetski učinkovitosti je vlada konec oktobra sprejela dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, na podlagi katere smo se zavezali, da bomo povečali delež energetsko prenovljenih stavb. Te so ključne za doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, saj ima obstoječi stavbni fond, v katerem porabimo dobro tretjino vse energije, največji potencial za doseganje energetskih prihrankov. V strategiji je tako zajet pregled stavbnega fonda in potenciali za prenovo, analizirane so ovire in priložnosti, definirani so ukrepi za spodbujanje energetsko učinkovitih prenov, izdelane so v prihodnost usmerjene perspektive za usmerjanje naložbenih odločitev ter ocenjeni prihranki energije in ostale družbene koristi. V nadaljevanju bom izpostavil cilje, naloge in priložnosti, ki jih želimo doseči v okviru kohezijskih sredstev. Izhodišče za samo energetsko prenovo predstavlja stavbni fond, ki je ocenjen na 89 milijonov kvadratnih metrov površin, od katerih predstavlja stanovanjski sektor približno 71%, zasebni storitveni sektor okoli 18% in pa javni sektor 11%. Sam potencial za celovito energetsko prenovo je ocenjen od 34% pri nestanovanjskih stavbah do okoli 40% pri stanovanjskih stavbah in javnih stavbah. Dolgoročni cilj strategije do leta 2050 je skoraj brezogljična raba energije na področju stavb. Ta cilj pa bomo uresničevali z operativnimi cilji do leta 2020, med katerimi je potrebno poudariti energetsko prenovo dobrih 9 milijonov kvadratnih metrov površin stavb, od tega 6 milijonov kvadratnih metrov stanovanjskih stavb, 1,8 milijona kvadratnih metrov javnih stavb ter 1,3 milijona kvadratnih metrov stavb v storitvenem sektorju. Za uresničevanje navedenih ciljev bodo v perspektivi do leta 2020 potrebne naložbe v višini 3,2 milijarde evrov, ki se bodo realizirale po posameznih sektorjih. Pri stanovanjskem sektorju se večina prenov predvideva v okviru spontane prenove lastnikov nepremičnin ter z nepovratnimi in povratnimi sredstvi Ekosklada, o katerih bo v nadaljevanju več povedal gospod Šulinc iz Ekosklada. Kar se tiče zasebnega sektorja in spodbud na tem področju, imamo namenjeno za energetsko učinkovitost poslovnih stavb na voljo sredstva za povečanje okoljske in energetske učinkovitosti v malih in srednjih podjetjih v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike v višini 91 milijonov evrov, s katerimi pa razpolaga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pričakuje se tudi povečan obseg investicij v sklopu energetskega pogodbeništva ter sredstva Ekosklada za energetsko učinkovitost v podjetjih. Za doseganje ciljev v javnem sektorju bo potrebno zagotoviti sredstva v višini 415 milijonov evrov, za javni sektor pa imamo na voljo 115 milijonov nepovratnih in pa 50 milijonov povratnih kohezijskih sredstev, ostala sredstva pa bomo morali zagotoviti z vključitvijo sredstev poslovnih bank oziroma zasebnega sektorja v obliki energetskega pogodbeništva ter proračunskimi sredstvi. Predvideva se, da bo delež nepovratnih kohezijskih sredstev, vključno z lastno udeležbo države, znašal v povprečju okoli 40%, delež financiranja strani zasebnih partnerjev pa v povprečju 60%. Za spodbujanje naložb zasebnega sektorja pa se pripravljajo tudi različni finančni inštrumenti. Pri tem je potrebno poudariti, da bo pri dodeljevanju nepovratnih sredstev prav zaradi vključevanja zasebnikov kot novost uvedena tudi obvezna preveritev oziroma test javno-zasebnega partnerstva. Naložbe v energetsko učinkovitost stavb prinašajo pomembne ekonomske, družbene in okoljske koristi, pri čemer bi rad izpostavil par stvari. Najprej povečanje obsega investicij, ki bodo neposredno vplivale na zaposlenost v višini med 3000 in 4600 novih delovnih mest, povečanje bruto družbenega proizvoda za skoraj 1% letno, prihranek energije za ogrevanje in pripravo tople vode v višini 10% do leta 2020, prepolovitev rabe tekočih fosilnih goriv v obstoječih stavbah. Na ta način se bo letni uvoz naftnih derivatov do leta 2020 zmanjšal za 7%. Ter pa zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 60% do leta 2020 glede na leto 2005. Na podlagi podatkov o energetsko prenovljenih stavbah iz prejšnje perspektive in ciljev, ki jih imamo v novi finančni perspektivi, lahko zaključimo, da smo si glede na razpoložljiva sredstva postavili zelo visoke cilje,
ki jih ne bo možno realizirati brez vključitve zasebnega sektorja. Zato Vlada Republike Slovenije z vzpostavljanjem finančnega okvirja in vzpostavitvijo projektne pisarne za energetsko prenovo stavb, spodbujanjem izvajanja energetskega pogodbeništva, pospešeno vzpostavlja pogoje za povečanje obsega investicij na osnovi razpoložljivih sredstev, ki so na voljo v novi finančni perspektivi. Na koncu bi današnjo tiskovno konferenco izkoristil, da bi povabil vse subjekte javnega in zasebnega sektorja ter vse ponudnike storitev, da sodelujejo v projektu energetske prenove stavb. Dolgoročna strategija prenove stavbnega fonda, ki jo predstavil ravno kolega z ministrstva, predvideva tudi predvsem v stanovanjskem sektorju močan prispevek, močan finančni vložek ekosklada, in sicer, kar se tiče povratnih sredstev, to so krediti, je planirano, da bi razpisali, želja pa, da bi tudi dodelili, kar pa se seveda izvaja na podlagi prejetih vlog, do 8 milijonov kreditov za energetsko sanacijo stavb, pač v eno in več stanovanjskih. Skratka, gre za stanovanjske stavbe v lasti vseh oseb, tako fizičnih, kot tudi v primeru večstanovanjskih stavb so krediti na voljo že sedaj, tudi za sanacijo, če so lastniki posameznih stanovanj pravne osebe. Kar se tiče pa nepovratnih sredstev, strategija predvideva in tudi Vlada Republike Slovenije je z uredbo o zagotavljanju prihrankov energije zagotovila dovolj sredstev, je letno predvideno 28 milijonov nepovratnih subvencij za energetsko sanacijo eno- in dvostanovanjskih stavb in pa tudi večstanovanjskih stavb. To se že izvaja v letošnjem letu in že nekaj let v preteklosti. Kaj bo pa novega v letošnjem letu, lahko povem, da so vsi javni pozivi za nepovratna sredstva in za kredite, tako za občane kot za pravne osebe na ekoskladu trenutno še odprti in da je denarja dovolj, ker namreč imamo javne pozive, ne javnih razpisov, ocenjujemo, koliko vlog sprot prihaja in ko sredstev zmanjkuje, pozive zapremo. Dokler so pozivi odprti, so sredstva za vse, ki vložijo vlogo, zagotovljena. Tako da bojazni, da bi zmanjkali za letos ni, ocenjujemo, da bo približno do novega leta na vseh javnih pozivih. V bodoče pa planiramo v naslednjem letu, da bi javne pozive za nepovratne subvencije objavili v januarju, oboje, tako za enostanovanjske in kot tudi za večstanovanjske stavbe, za kredite pa potem, ko bo denarja na letošnjih zmanjkval pač tekom leta, tako da bojo sredstva stalno na voljo. Kaj bo vsebinska sprememba? Pri enostanovanjskih stavbah, eno in dvo, glede na letošnje leto ne bo bistvenih sprememb. Pri večstanovanjskih stavbah pa bo bistvena sprememba ta, da bomo spodbujali tako skladno s strategijo celovito prenovo. Tako da ohranili bomo to, kar je zdaj možno, pač subvencijo nepovratno pridobiti za en posamezni ukrep, vendar bo z višjim deležem subvencije spodbujena celovita prenova. Cilj dolgoročni, kot je bilo že rečeno, je celovita prenova stavb, ki vključuje ovoj stavbe, fasado, streho oziroma podstreho, kakršnakoli pa stavba je, in pa temu ustrezno prilagojen ogrevalni sistem. Če se samo izolira hiša, pa pustimo ogrevalni sistem tak, kot je, star, prevelik kotu ali pa staro preveliko toplotno postajo, po možnosti vse skupaj še brez termostatskih ventilov, slabo vzdrževano, potem prihranki niso taki, kot bi morali biti. Razlika druga bo tudi z vidika, kdo je lahko prejemnik. Do sedaj so bili prejemniki nepovratne spodbude za sanacije večstanovanjskih stavb samo fizične osebe, v prihodnjem letu bojo prejemniki lahko vsi, tudi stanovanjski skladi, ne glede to, a so oblikovani kot javni skladi, nekateri so se tokom zgodovine, kljub temu, da imajo ime stanovanjski sklad, preoblikovali v DOO-je ali kaj drugega, ampak ne glede na pravno obliko, vsi bodo lahko upravičeni to sredstvo za energetsko sanacijo večstanovanjskih stavb, ker pač lastništvo v Sloveniji znotraj ene stavbe je mešano in če hočemo doseči namen, da se lastniki odločijo za sanacijo, mora pač čim več lastnikov biti spodbujenih na enak način, da pač lažje sprejmejo to odločitev. Čeprav je soglasje, ki je trenutno potrebno samo 75%, ne 100%, ampak še vedno je bolje, da je soglasje čim večje. Ohranili bomo tudi to bomo pa ohranili,
pa moram to posebej izpostaviti, ker je stvar razmeroma malo znana. Že sedaj imamo javni poziv za večstanovanjske stavbe narejen tako, višina subvencije za načeloma za lastnike stanovanj se giblje nekje med 20 in 25%, odvisnosti od tega, kako drago so ukrepe izvedli, medtem ko pa tisti občani, ki pa so socialno ogroženi, ki imajo odločbo Centra za socialno delo, pa lahko pridobijo 100% subvencijo. To bomo ohranili, zato je zakonska podlaga v energetskem zakonu in dejstvo je pač, da tudi to namen seveda teh sredstev in ekosklada kot tazga ni spodbujanje oziroma zmanjševanje socialnih razlik, ampak preprosto z energetskega vidika, če je takih lastnikov, kolikor jih že je, v posameznem bloku se investicija oteži, če ne morejo financirati in na ta način se pač investicija v celotni blok olajša, tako da to absolutno bomo ohranili tudi v naslednjih letih, ker je pač ključno, da se še enkrat, tako kot pri vseh vrstah lastnikov, da so vsi čim bolj soglasni in odločni, da bo investicijo izvedli. Toliko na kratko o tem, to je vse, kar se tiče stanovanjskih stavb. A je še en javni poziv, ki bo v prihodnjem letu moram omeniti, ki se tiče stavb, ne sicer stanovanjskih. Imeli bomo javni poziv tako za subvencije, kot tudi za kredite za občine in sicer za gradnjo trajnostnih, ampak za novo gradnjo trajnostnih stavb. Tak razpis je Ekosklad pred 3 leti ali 4 že imel. Takrat so iz tega spodbudili gradnjo nekaj, mislim, da 8 vrtcev po Sloveniji. Te vrtci so bili leseni in taki podobni objekti bodo tudi zdaj upravičeni na te. Skratka, prijavitelj bo občina, predvsem vrtci, verjetno tudi kakšna šola, mogoče zdravstven dom. Trajnostni razpisan bo pač določen delež naravnih materialov, ker nekatere občine imajo take projekte in dejansko nimajo zaprte finančne konstrukcije. Je potrebno poudariti na začetku, da smo upravljavci, ne samo SPL, lastniki precej obsežnih baz podatkov, v katerih hranimo neko informacijo o stanju zgradb, ki vsebuje tudi podatek o tem, kakšna je njihova potratnost, če temu lahko tako rečem. Zelo enostavno se da s tem energijskim številom tudi ugotoviti, kje so tiste, bom rekel, hiše oziroma stavbe, v katerih je smiselno te ukrepe izvesti prioritetno, glede na to, da na podlagi pač tega merjenja veš, da bo tak ukrep, tudi če je fazen, relativno hitro prinesel neke učinke za investitorje oziroma za lastnike stavb. Ugotavljamo lahko tudi, da znotraj teh stavb, kjer smo upravljavci, predvsem zaradi te razpršenosti lastništva v več stanovanjskih stavbah, je veliko težje oziroma mi ne poznamo primera, da je bilo možno izvesti tako imenovano energetsko pogodbeništvo, tako da ta produkt, ki ga omenjata gospod Šulinc in pa gospod Smolnikar, verjetno rabi neko dodelavo, da bi ga bilo mogoče uporabiti tudi v teh primerih. Kar se tiče finančnih sredstev, seveda moramo poudariti, da brez teh nepovratnih spodbud Ekosklada bi bila ta dinamika bistveno manjša, kar se tiče obnov stavb in seveda je potrebno vedeti, da rezervni sklad in pa načrti vzdrževanja, ki se v stavbah zbirajo, predstavljajo pomemben vir oziroma podlago za to, da lahko take investicije izvedemo. Tam, kjer teh finančnih sredstev ni zadost oziroma je potrebno daljše obdobje za to, da bi se ta finančna konstrukcija zaprla, seveda tako SPL kot tudi ostali nekateri ponudniki storitev upravljanja na trgu poskušamo zagotoviti dodatne vire financiranja preko finančnih institucij, ki so pač v tem trenutku, bom rekel, relativno dobro podprle to investiranje in pa nekaj tudi seveda z lastnimi sredstvi v posameznih primerih. Lahko povem, da je družba SPL v letu 2015 nekje približno 60 stavbah približno zagotovila investiranje v višini 5 milijonov evrov v različne oblike teh ukrepov,
ki bodo prispevali k večji energetski učinkovitosti stavbe, jih pa seveda izvajamo fazno, tako kot je gospod Šulinc prej omenil. Mi v resnici se zavedamo, da je celovita energetska prenova pomembna, da to ni zadosti samo ovoj stavbe, da je tukaj poleg sistema ogrevanja potrebno običajno poseči tudi v samo prezračevanje, ker takoj, ko hišo zapremo, seveda se pojavijo drugi problemi, tako da so tukaj stvari, rekel, iz tehnične plati seveda morajo imeti za potrebno pozornost. Ko smo preverjali prejle pred tiskovno konferenco, v resnici, glede na to, da trg, ki ga obvladujemo, predstavlja nekaj manj kot 10%, ta znesek, ki ga navajam, 5 milijonov, predstavlja neko, bom rekel, lahko razporeditev na celotno Slovenijo. Ekosklad je, mislim, da več kot 50 milijonov odobril teh različnih subvencij oziroma je bilo investicij za 50 milijonov, tako ne, in odobrenih subvencij za primer SPL je bilo pa, mislim, da okrog 700 tisoč evrov za leto 2015. Kar bi še bilo smiselno omeniti, v okviru strategije pametne specializacije smo se pridružili enemu od teh aktivnosti, in sicer skoraj nič energetske pametne večlastniške stavbe. Mislimo, da je v prihodnosti potrebno razmišljati seveda tudi v tej smeri, da se te stavbe, ki jih upravljavci upravljamo, poskušajo približati tudi temu idealu, če temu tako rečem, in pa seveda s tem prispevamo k tem zavezam, ki jih smo si za perspektivo 2020 zadali kot država, hkrati pa seveda tudi vidimo tukaj možnost, da se predvsem na tehnično-strokovnem delu nekatere stvari, ki so do zdaj mogoče ostajale malo odzadaj, lahko tudi bolj uspešno in bolj kakovostno in hitreje začnejo vpeljevati tudi v tem večlastniškem stanovanjskem fondu, ki ga je v Sloveniji približno, govorimo o 15 tisoč stavbah in pa približno 300 tisoč stanovanjih v teh stavbah.